Občina Slovenske Konjice se kot članica Skupnosti občin Slovenije v počastitev 20. obletnice delovanja Skupnosti občin Slovenije priključuje akciji Odprta vrata, ki je v številnih občinah po Sloveniji potekala 14. februarja 2012 v popoldanskih urah. Skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želijo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako usmeriti pozornost na očiten napredek, kateremu smo priča v letih od reforme lokalne samouprave v številnih lokalnih okoljih. Občine so tiste, ki v osnovi vodijo in usklajujejo lokalni razvoj, ki skrbijo za večino zadev pomembnih za občanke in občane, od vrtcev, kulturne dejavnosti, skrbi za starejše, dejavnosti mladih v prostem času, cest, oskrbe s pitno vodo, odstranjevanje odpadkov in še mnoge druge pomembne aktivnosti, ki pripomorejo k kvalitetnemu življenju občank in občanov. V časih, ko smo obkroženi z negativnimi novicami in dogodki, ko so napovedi za prihodnost vse prej kot pozitivne, je pravi čas za pregled in ogled dobrih in uspešnih lokalnih projektov. Številne občine, četudi delujejo v mnogokrat težkih okoliščinah, so dokaz za to. Akcija Odprta vrata se je odvijala ravno s tem namenom. Občina Slovenske Konjice je v torek 14. februarja 2012 od 14. do 17. ure odprla vrata vsem zainteresiranim obiskovalcem. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je s svojimi sodelavci in sodelavkami vsem zainteresiranim občankam in občanom ter predstavnikom medijev predstavil naslednje projekte. Ravnanje z odpadki. Sem Karmen Pem, zaposlena na komunalnem podjetju v Slovenskih Konjicah, delam na odpadkih. In danes vam bom predstavila nekaj osnov ravnanja z odpadki občini Slovenske Konjice. Na naslovno stran sem dala 2 nova smetarska vozila, to sta naša zadnja novost, na katero smo zelo ponosni. In s 1.2.2012 smo pričeli na samem terenu pobirati odpadke z novimi vozili. Gre za 2 vozili, to je Renault, vozilo za nadgradnjo Atrik, potisno ploščo in vozilo Iveco z nadgradnjo Mutovo, nadgradnjo z rotacijskim bobnom. Najprej bi vam predstavila pomembnejše novosti, spremembe, ki so se dogajale v tem in preteklem obdobju. Ena izmed pomembnih sprememb novosti je bila v lanskem letu zaprtje odlagališča v Slovenskih Konjicah. Na sliki je zadnja odložena količina mešanih komunalnih odpadkov. Odpadki so se v Slovenskih Konjicah na tem odlagališču odlagali od leta 2004 junija do junija 2011, se pravi 7 let, in v tem obdobju je bilo odloženih 57.000 ton odpadkov. Za samo zapiranje odlagališča je v bistvu razlogi za samo zapiranje so v prvi vrsti je šlo za neprimerno oziroma odlaganje, ki ni v skladu z zakonodajo, se pravi odpadki niso bili ustrezno obdelani pred odlaganjem. Drugi razlog pa je v bistvu samo zapolnjene kapacitete odlagališča in tako smo prenehali s 30.6. In s 1.7. smo pričeli odvažati mešane komunalne odpadke na odlagališče za nenevarne odpadke na Pragersko. Seveda smo potrebovali prekladalno ploščad in to je nova pridobitev v letu 2011. Bila je zgrajena v samem centru za ravnanje z odpadki zraven bazena za izcedne vode. Na tej prekladalni ploščadi odpadke presipavamo iz smetarskih vozil v večje abrole, 35 kubične, ki jih nato odvažamo na Pragersko. V bistvu smo v lanskem letu, se pravi od 1.7. do 31.12. odpeljali tja 1500 ton odpadkov. Konec leta 2010 pa je bila zgrajena na Ceru tudi nova cestna tehnica. S tem se je vhodna kontrola, ki je bila prej ob starem odlagališču Graščak, prestavila v sam objekt Cera. Na vhodni kontroli v bistvu preverjamo odpadke, beležimo količine pripeljanih, odpeljanih odpadkov in jih tudi kontroliramo. Vsak občan, ki pripelje odpadke, se pravi zraven zbirnega centra je ta tehnica, tudi pove, kdo je, od kod je, pokaže odrezek in potem odloži odpadke v ustrezne zabojnike.
V nadaljevanju bi vam predstavila še nekaj statističnih podatkov. V bistvu se gre za podatke na podlagi leta 2011. V tem obdobju smo odvažali odpadke iz občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Skupno je to za 19.800 oseb, kar pomeni okrog 6.500 odjemnih mest, se pravi gospodinjstev. Kot veste, smo z 1.1.2012 prenehali odvažati odpadke iz občine Zreč in Vitanja, tako jih sedaj odvažamo samo iz Slovenskih Konjic. Podatki naslednji so o količinah pripeljanih odpadkov na Cero po letih, se gre za obdobje od 2004 do 2011. Tu vidimo, da so količine v primerjavi z 2004 in 2011 padle. Zdaj to so neke skupne količine pripeljanih odpadkov, ne. Tista najpomembnejša sprememba, ki je doprinesla ta upad, je seveda tudi zaprtje odlagališča, ker smo prenehali zbirati te nekomunalne industrijske odpadke, ker so podjetja poskrbela po svojih najboljših močeh, kam jih odvažajo, se pravi na druga odlagališča. Potem naslednja tabela pa prikazuje zbrane komunalne in nekomunalne odpadke po občinah v letu 2011. Se pravi od vseh zbranih, koliko je bilo nekomunalnih, komunalnih, potem ločeno pripeljanih frakcij. Na splošno smo v letu 2011 pripeljali, zbrali 4,3% nekomunalnih odpadkov, ti so bili v celoti odloženi, in potem 95,7% komunalnih odpadkov. Od vseh komunalnih odpadkov pa smo 35% zbrali oziroma predali naprej ločeno zbranih frakcij, se pravi na nadaljnjo predelavo, reciklažo. Od vseh odpadkov, ki smo jih v letu 2011 zbrali po 30.6., se pravi za teh 1500 ton mešanih komunalnih odpadkov, so bili odpeljani na odlagališče Pragersko, kjer se je izvedla tudi obdelava pred odlaganjem, in od tega je bilo 30%, se pravi iz mešanih komunalnih odpadkov, še 30% izločenih frakcij, 70% te teže pa odloženih. Zdaj bi vam želela predstaviti nekaj osnov samega zbiranja, ravnanja z odpadki. Kar je najpomembnejše, je ta vključitev v organiziran odvoz odpadkov. S tem preprečimo vso tisto nepravilno, napačno, črno odlaganje. Se pravi, na kratko je to, da vsak občan oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki biva na območju občine Slovenske Konjice, mora biti vključena v organiziran odvoz odpadkov. Pravna podlaga je tu odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Slovenske Konjice. Se pravi, da se gre za vse, ki stalno, začasno, občasno, kakorkoli povzročajo, živijo na tem območju oziroma povzročajo odpadke. Potem na samem sistem zbiranja nekako ločimo 3 skupine zbiranja. Eno je zbiranje pri individualnih hišah, to pomeni, kjer je omogočen odvoz odpadkov od vrat do vrat. Potem je ena druga skupina, imamo večstanovanjske objekte, ker imajo skupne zabojnike pred samimi objekti, in potem je tretja skupina, to pa imamo gospodinjstva, ki so v razpršenih delih naselij, kjer so postavljeni skupni zabojniki in odpadke prinašajo na ta skupna zbirna mesta. Zdaj samo zbiranje odpadkov od vrat do vrat. Tu bi želela prikazati v bistvu, kaj zbiramo od vrat do vrat, kaj se zbira na ekoloških otokih in kaj se pripelje v zbirni center, ne. Zdaj te mešane komunalne odpadke oziroma to so ostali odpadki, zelen zabojnik, ustrezna nalepka. Sem odlagamo vse odpadke, ki nimajo neke ponovne uporabne vrednosti, smeti, plenice za enkratno uporabo, se pravi nekaj, kar se ne da reciklirati, ne da predelati naprej. Potem od vrat do vrat na celotnem območju občine zbiramo tudi odpadno embalažo. Lahko se zbira v zabojniku z modrim pokrovom ali po sistemu embalažne vreče. Večina gospodinjstev še vedno zbira embalažo v vrečah, določeni pa so si nabavili tudi zabojnike. Zdaj kot zanimivost je to, da smo v letu 2011 zbrali kar 745 ton odpadne embalaže, v primerjavi z letom 2010 kar 200 ton več, se pravi, da povečujemo delež ločeno zbrane embalaže.
Potem od vrat do vrat odvažamo tudi biološke odpadke. Seveda pri tistih gospodinjstvah, ki so si na podlagi izjave to zaželele oziroma teh odpadkov ne kompostirajo doma na svojem vrtu. Biorazgradljive odpadke v Slovenskih Konjicah pri večstanovanjskih objektih zbiramo že od leta 2009. Lani, se pravi v letu 2011, junija, pa smo pričeli z zbiranjem tudi iz gospodinjstev in zbrane količine so se povečale kar 8-kratno, se pravi, za primerjavo smo v letu 2011 oddali 286 ton bioloških odpadkov, v letu 2010 pa 65. Odpadke predamo v kompostarno, zaenkrat v kompostarno v Celje. Potem, kar nosimo na ekološki otok oziroma zbirni center, to so papir in karton, vse vrste papirne, kartonske embalaže in ostali papir in steklo, tu gre za stekleno embalažo, zabojnik z belim pokrovom. Potem pa je sam zbirni center Slovenske Konjice, kjer lahko občani brezplačno oddajo neomejene količine vseh ločeno zbranih frakcij. Zbirni center je namenjen gospodinjstvom in ne pravnim osebam, ker v skladu z vso zakonodajo bi pravne osebe morale oddajati odpadke pooblaščenim zbiralcem in zato prejemati evidenčne liste. V zbirni center lahko pripeljejo, kot sem rekla, vse od kovin, embalaže, plastike, kosovnih odpadkov, biorazgradljivih, nevarnih odpadkov, kosovnih odpadkov. Drugače kosovne odpadke imamo tudi v letu 2011 nov sistem zbiranja, to je sistem na klic od vrat do vrat. Gospodinjstvo ima enkrat na leto možnost naročiti odvoz kosovnih odpadkov, drugače pa jih lahko kadarkoli pripelje v zbirni center. Potem nevarni odpadki, imamo enkrat letno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, ponavadi je to september, konec septembra, ker jih zbiramo po naprej določenih lokacijah ali pa jih lahko pripeljejo v zbirni center. Zdaj opažamo skozi leto, dve nazaj, da vedno več občanov prinaša nevarne odpadke v sam zbirni center, kar se vidi tudi na količinah, ki so potem zbrane v sami akciji. Zdaj bi vam na kratko še predstavila v bistvu naš urnik odvoza oziroma ena taka sprememba, novost je v letošnjem letu je tudi nov urnik odvoza. Posledično, ker smo prenehali odvažati odpadke v Zrečah in Vitanju, smo priredili transportne poti za samo občino Slovenske Konjice in seveda tudi na dva nova smetarska vozila. Novost, ki je tule pomembna, je tudi to, da mešane komunalne odpadke iz gospodinjstev odvažamo enkrat mesečno, za pravne osebe in javne ustanove pa ostane odvoz 14-dnevni, kot je bil prej. To je naš urnik, se pravi na levi strani za pravne osebe, na desni za gospodinjstva in kak barno vse razloženo, modra embalaža, svetlo-zelena odvozi za naselja v ponedeljkih, torkih, temno-zelena za naselja ob sredah in četrtkih. Ob četrtkih in petkih pa odvažamo tudi biološke odpadke. Predstavljeni so tudi prazniki oziroma sama nadomeščanja, kdaj odpadkov ne pobiramo. To je to. Na koncu pa naj vam zaželim oziroma bodite eko, pa pomagajte ohraniti kakšno drevo zeleno. Občina po meri invalidov, sončne elektrarne in javna razsvetljava. Župan si je seveda vzel čas tudi za pogovor o drugih, za prebivalce konjiške občine pomembnih in zanimivih temah. In z izpeljavo uspešnih in dobrih projektov na takšen način počastil tudi 20. obletnico delovanja Skupnosti občin Slovenije s svojimi občankami in občani.